Ta moja odločitev ni bila enostavna. Na eni strani izjemno mesto, izjemna ekipa, izjemni meščani in še 3 leta relativno lepega uživanja, ker tu sem na dopustu vsak dan v mestu. In sedaj se spuščam v nekaj, kot se sami rekli, ki pač morajo tudi ostali verjeti. Sploh pa nas dilemo, na moje prepričanje, še vedno ostaje mesto, da Ljubljana najlepše mesto na svetu. Kako zdaj reči komu, ki ni iz Ljubljane, da ne degradiram. Ne degradiram. Jaz to verjamem, tu živim, tu bom ostal kasneje. In moj edini premik bo od hiše, če zdaj živi v Soprogo, samo na tisto lokacijo, ki ima kolega Lepinčnik v upravljanju. Tako da jaz sem dan nisem zapuščal in to preprosto. Vi pa potem, ko smo bili zdaj v Bregu in tiste ure, ko sem imel možnost zakajati se v prostem času, da se Petrič čez Vasitem, bi rekel, da smo Ljubljani v Sloveniji tako pridni, tako dobri, da ne vem, kje je tista bolnica, kjer bi tudi polili. Tam sem govoril z ljudmi, starejšimi, ki so spravljali drva za zimo, da nihče ni jamr. Jaz vem, da gospodarska situacija ni dobra. In vem, da treba spremeniti. To je problem cele Evrope. In vsi bomo mogli razmišljati, iskati pozitivno, iskati tisto, kar je dobro. In s tem, kar je dobro in kar znamo, so stvari pohvalili. Zdaj, če bodo to sprejeli, v Sloveniji v redu, če pa ne, se pravim, upam, da me bo še žena gledala. Še enkrat, mogoče bolj jasno, ali boste na listi poslanca ali ne? Zelo jasno, 9. novembra boste zita odgovor. 9. novembra postajata obe možnosti. Še enkrat bom rekel, ena možnost je zame kot varna možnost, vendar ni v skladu z mojim karakterjem. Boste naredili do takrat kakšno javnomnenjsko razpravo, ki vam bo pomagala pri tej odločitvi? Slušajte, vsaka raziskava, ki se dela, je zelo jasna in vsi uporabljamo. Da ne bi te mislili, da imamo samo. Vsako vprašanje, ki je bilo zdaj odzunaj, ne bo to kot vprašanje. To imajo vse stranke in ne gre za to.